oči marsikaterega Slovenca v teh dneh uprte v Soči. 66 slovenskih športnic in športnikom tam na olimpijskih igrah izpolnjuje visoka pričakovanja prebivalcev dežele na sončni strani Alp. No, ena njih je tudi Tina Maze, ki je navdihnila mojega gosta in še 20 njegovih glasbenih kolegov, da posnamejo pesem Tina, ti si šampion. Pozdravljeni, gospod Edwin Fliser. Lep pozdrav. Zakaj pesem, odkot ideja, da zabeležite še na ta način dejansko uspehe? No, mislim, da to ni težko pojasniti, ne? Tina je naša heroina, kar se tiče alpskega smučanja, nedvomno. Imamo sva tudi vrhunske smučarje v vseh drugih disciplinah, kot vidimo, ne? Ampak lani, kar je Tina naredila, je fenomenalno in seveda je logično, da mi, ko smo navdušenci, smučarski tudi sicer, ne? Glasbeniki smo mnogi tudi športni navdušenci in je nekako se mi je zdelo, da bi bilo dobro, da bi v tem obdobju dali v svet eno pesem, ki bi dala podporo, spodbudo, naredila dobro vzdušje v Sloveniji, zdaj predvsem, kar se tiče olimpijade. In seveda upamo na vse najboljše, držimo pesti za Tino. Nastala je med glasbeniki ideja, jaz sem nekako to vse skupaj speljal. Glasbeniki so se odzvali z srcem, res. Med njimi je, moram poudariti, med njimi je tudi nekaj profesionalnih smučarjev, ki so bili nekoč recimo reprezentanti smučarski, ne? Recimo Gorazd Elvič iz benda Čudežna polja, potem imamo Pidžija, ki je tudi vrhunski smučar, tudi Irena Vrčkovnik, ki je odlična smučarka, tako da ni bilo težko zbrati ekipo, ne? Vsi smo to srcem naredili. Okoli 20 vas je sodelovalo. Ja, res, poimenovali smo se Štajersko-koroški bend, naštejem par ljudi, ne? Bendi so Čudežna polja, Platin, potem iz Koroškega Eva Boto, Milan Kamnik, Irena Vrčkovnik, iz štajerskega konca Alfi, jaz, Koblerja. Skratka, s srcem smo to naredili. Pesem je pa taka zelo spontana, ljudska, brez kakršnekoli pretenzij, da bi bila ne vem kakšna glasbena mojstrovina, daleč od tega, nasprotno, da bi šla čim bolj v uho, tisti vendar je navijaška pesem. Navijaška pesem, absolutno navijaška pesem. Kakšen je bil odziv pri glasbeniku, ko ste prišli s to idejo? So bili navdušeni? Glasbeniki so bili navdušeni, zato ker je večina, kot sem že omenil, tudi sama navdušeni smučari so, med njimi par profesionalcev, kot sva rekla, tako da je bilo, takoj so sprejeli zadevo, zgrabili z obema rokama in smo to v enem dihu je pesem nastala in zdaj upamo, da bo tudi v teh naslednjih dneh video spot posnet, da bo šlo še po sliki. Tako, kdaj nameravate zaključiti? Še pred zaključkom olimpijskih iger s spotom? Naj bi drug teden, se pogovarjamo, bomo združili to studijsko snemanje vokala, pa recimo inserte iz njenih vožnj, tako da bo za pogledati pa za poslušati. V teh dneh ste kaj navijali za Tino? Absolutno. Za vse slovenske športnike navijam iz srca in Tina je pač v alpskem smučanju sigurno naša heroina, nedvomno, za vse tisto, kar je naredila, ne samo lani, dolga leta in seveda držimo vsi pesti za njo in ne želimo vse najboljše in tisto, kar si najbolj želi, zlato kolajno. Tako, danes po 8 uri bomo tudi v živo spremljali samo vožnjo Tine Maze v Sočiju. Sami ste dejali, da ste tudi navdušenec smučarski, da imate tudi sami smučarske izkušnje. Še vedno vas zasrbijo pete, če tako rečemo, ko gledate Belo pohorje, se še podate na smučine? Sicer na to, da sem celo mladost preživel pravzaprav pod Pohorjem, je bilo logično, da je Pohorje en del te zimske pravljice in da smo veliko smučali. Tudi zdaj še, zdaj pa mora že biti tisti ta pravi pogoji, sončno vreme, krasen sneg. Ste že bolj zahtevni, zarej. Ja. Še morda to vprašanje za sam konec, glede na to, da gre za navijaško pesem, da so vendarle pričakovanja od slovenskih športnikov, kot sem dejal že uvodoma, zelo velika, da smo vendarle majhen narod. Pričakujemo preveč, smo Slovenci preveč nezadovoljni, če na primer slovenski športniki osvojijo 4., 5. mesto med najboljšimi na svetu. Ja, to je mogoče malo nerealno, ampak razumeti je to željo, po tistem
vrhu. Ne? Ravno če si majhen kot narod, recimo v primerjavi z velikimi narodi, je potem še toliko bolj sladko, če si na vrhu, ne? Pred vsemi tistimi velikimi narodi. Ne? In potem je to eno posebno zadovoljstvo in zato smo mi Slovenci, bom rekel, še posebej ponosni na te naše heroje in naj kar tako stane. Tako, gospod Prister, najlepša hvala.